Dragi Stane, še zadnjič si nas zbral, da bi z nami obhajal zadnji rojstni dan. Rojstni dan za nebesa. Poklical si svojo družino, svoje otroke, svojo ženo, svoje sorodnike, svojo skupnost, nas, duhovnike, ki smo se v tako velikem številu zbrali. In rad bi nam še zadnjič povedal to, kar si govoril pravzaprav celo življenje. Kolikokrat si oznanjal Kristusovo zmago, njegovo ljubezen, njegovo usmiljenje, najprej v svoji družini, svojim otrokom. Pripovedoval si o Božji moči otrokov pri veruku, odraslim ljudem, ki so iskali rešitev iz svojih stisk, na katehezah, kjer si oznanjal Kristusovo moč. Prepričan sem, da bi tudi danes vsem nam rad spregovoril še zadnjo besedo, pa več kot tvoja beseda je ta dogodek, v katerem se uresničuje vsa Božja beseda, ki smo jo danes slišali. Ta beseda iz Jobove knjige, od da bi kdo zapisal moje besede, od da bi jih urezal na ploščo. Ko si jih na zemlji oznanjal, je vedno to zvenilo spremljalo tudi spremljala negotovost, spremljali dvomi. Zdaj teh dvomov ti več nimaš. Tako si prepričan, ker vidiš, kako je to res. In gotovo je tvoja želja, da bi se vse te besede z železnim pisalom in svincem za vselej uklesale v kamen. Jaz vem, da je moj odkupitelj živ in se bo poslednji vzdignil nad prah. Kolikokrat se ljudje vzdigujemo nad prah. In vendar edina resnica je ta, da poslednji, ki se bo dvignil nad naš prah, je naš Gospod, Kristus, ki je postal človek iz ljubezni do nas. Še potem, ko bo ta moja koža raztrgana, bom iz svojega mesa gledal Boga. Ti ga že gledaš, mi še hodimo v veri. Zato je ta sveta Evharistija res nekaj posebnega. In mi, kristjani, bi se morali vedno veseliti v slovesu nekoga, ki je hodil po poti vere zato, da bi prišel na ta cilj. Danes je ta Evharistija v polnosti, kot vedno, združena. Mi, ki smo potujoča cerkev, se združujemo s tisto cerkvijo, ki je že vsa srečna in vesela na nebu, in ti si tokrat na drugi strani. Kolikokrat smo obhajali skupaj sveto Evharistijo in danes vidiš, da je bila vsa tista milost, vsa tista Božja ljubezen, ki je iz Evharistije prihajala zaradi tega končnega cilja, zaradi večne sreče in večnega veselja. Zato, dragi bratje in sestre, danes polni upanja sprejmimo to oznanjeno besedo. Apostol Pavel nam je zelo jasno povedal, nočem pa, bratje, da bi vi ničesar ne vedeli o tem, kako je tisti, ki so zaspali. Tako, da se ne boste vdajali žalosti, kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim. To je edina in popolna resnica, ki ostane na tem svetu. In prav je, da izkoristimo danes to priložnost, ko nas Bog na ta način nagovarja, da se tudi vprašamo, dokje je prispela moja vera. Ali jaz res verujem, da Bog sprejema moje življenje? Ali jaz res verujem, da je moj cilj večno življenje in ne ta svet? Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole.
Mi, ki še živimo, ne bomo stali do Gospodovega prihoda in bomo stali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspati. Kajti sam Gospod bo povelil ob nadangelskem glasu in ob božji trombi stopil z neba. Najprej bodo ostali tisti, ki so umrli v Kristusu, potem pa bomo mi, če bomo še na zemlji, preneseni skupaj z njimi v oblakih v zrak, naproti Gospodu. Tako bomo zmeraj z Gospodom. S temi besedami se torej tolažite med seboj. Zato naj bo današnji pogreb pomoč naši nedelji. Naj nam pomaga, da bi naše oči res zazrle Kristusa, ki je tako poln ljubezni, prišel odrešiti našo človeško naravo strahu pred smrtjo. Zaradi strahu pred smrtjo, pravi apostol Pavel, smo celo življenje suženj. Ko Kristus premaga ta strah, so vse spremeni. Življenje kljub vsem vsakdanjim problemom, težavam, boleznim, nesrečam, vsem, kar nas spremlja, postaja nekaj čudovitega. En sam Božji dar. Sveti Maksimilijan Kolbe je rekel, ko smo na zemlji, lahko delamo z eno roko, ker se z drugo roko moramo držati, da sami ne pademo. Ti stane, si končal zdaj to poslanstvo, ni se ti treba več držati z eno roko. Ti lahko zdaj z obema rokama pomagaš nam. In to je naša prošnja. Poglej na svojo družino, poglej na vse nas in bodi naš priprošnik pri Bogu. Sedaj bomo zapeli vero in izpovedali vse tisto, kar verujemo. Da verujemo v enega Boga, da verujemo v njegovega Sina, v Svetega Duha in da verujemo v katoliško cerkev, v odpuščanje grehov in predvsem v vstajenje mesta. In naj nam bo ta izpoved pomoč, da se okrepi naša vera v ostalega Gospoda. Amen.